Lepo pozdravljeni ponovno v oddaji In Vivo Veritas. Danes je z nami Andraž Kajzer, vodja programa festivala Ment, o katerem bova več spregovorila danes in se ima zgoditi konec marca. Sicer pa tudi glasbeni urednik, med drugim ste lahko ga spoznali že pred leti, ko je bil ustanovitelj mesečne glasbene revije RSQ, tudi ustanovitelj spletnega portala za glasbo Hrupmak. Njegove tekste ste lahko brali tudi v Delu in na Sigicu, še marsikje drugje. Bil je tudi nekdaj sodelavec glasbene redakcije Radia Študent. Sodeloval je tudi pri videospotih od Intiman Frizuren in nenazadnje je bil eden od glavnih protagonistov dokumentarnega filma Muzika je džabe. Andraž, lepo pozdravljen. Živijo. Eno vprašanje, toliko se ukvarjaš z glasbo, si imel kdaj svoj band mogoče? Imel samo, to je bilo 10 let plus nazaj. Bila je hitra ekspedicija v to, na srečo sem imel to šanso, da sem lahko sprobal, kako izgleda biti v bendu, kako je iti na koncert, ampak je bila pa kratko obdobje. Kaj ste pa igrali, kako se je imenoval bend? Bend se je imenoval Mr. Phantom, igrali smo pa nek tak alternativni rock. No. Zakaj je razpadel? Ker se je Bobnar odselil v Berlin, kjer še vedno živi. Se pravi, eden od teh, ki so tam tudi ostali, menda je veliko tudi DJ-jev slovenskih odšlo v Berlin, tam Res že je. prav diaspora obstaja. Ja, tega je ziher veliko, veliko umetnikov se mi zdi, da nasplošno je tam, pa še vedno tja odhajajo, ampak recimo tudi njegova zgodba je taka, da on dejansko se ukvarja z glasbo profesionalno, kot bobnar, pa tega mogoče v Sloveniji ne bi mogel, ali pa bi bilo precej težje. No. Se ti zdi, da je mogoče res lažje uspeti v Berlinu kot v Sloveniji? Zdaj vemo, da se ta nova runda, ki pravzaprav se odvija teh selitev, odhajajo v Leipzig, ker je cenejše tam živeti kot v Berlinu, in za Leipzig govorijo, da je pravzaprav že neko tako umetniško središče zdaj postaja. Se ti zdi, da je v Sloveniji še vedno tako težko uspeti v glasbi, kot če greš v tujino, kjer nikogar ne poznaš? Po mojem je čisto odvisen od tvojih ambicij, pa fokusa, kaj želiš s svojo umetnostjo početi. Torej, če lahko s to umetnostjo dosežeš neko slovensko občinstvo in ti to omogoča tukaj delovanje, potem je to definitivno možno, če si dovolj zagnan, ambiciozen, lahko tudi se ukvarjaš s tujino, pa si baziran v Sloveniji. Bi pa rekel, da definitivno je lažje biti v enem epicentru, je to London, a je to nekje v Ameriki, lahko je to tudi Tokio ali pa Berlin, ki si ga omenila, Leipzig. In se mi zdi, da se dosti predvsem nišnih ustvarjalcev precej lažje znajde v tujini, kjer lažje najdejo neke kroge, lažje najdejo tudi mogoče financerje in nek svoj svet, ki jih obenem inspirira, obenem pa jim omogoča početi to, kar si želijo. Zdaj, ko rečeš nišni glasbeniki, tukaj govorimo o alternativi, ker to je potem to malce nehvaležno. Si alternativni ustvarjalec, greš nekam v tujino, uspeš in naenkrat ta tvoja alternativa pravzaprav postane mainstream. Tako da res lahko še govorimo o tej ločnici. Rekel bi, uspeh je itak zelo odvisen, kako ga vsak, zelo subjektiven. A je uspeh, da živiš od svojega dela, ali je samo uspeh, da lahko dosežeš občinstvo s svojim delom, ali pa samo, da delaš tisto, kar res hočeš. Tako da to nišno nisem nujno ciljil na alternativo, ampak sem ciljil na izvajalce, ki mogoče se bolj znajdejo v enem žanru, ki ima v Sloveniji manjši domet, kot v tujini recimo. In mogoče niti nima prostorov, promotorjev, ki se s tem ukvarjajo, festivalov, založb. Ker smo seveda v Sloveniji, malo nas je in potem so vse te stvari toliko bolj nišne, toliko težje doseči nek krog. Zdaj, 10 let mineva letos od tega dokumentarca, ki si ga ustvaril, Muzika je džabe. Ali je torej ta krog slovenskih uživalcev glasbe še vedno takšen, kot je bil 10 let nazaj? Še vedno najraje hodimo na koncerte, ki so brezplačni? Ja, to je zelo široko vprašanje. Zdi se mi, da ta Muzika je džabe, ki je takrat bil inspiriran predvsem iz mogoče koncertne scene, da se tukaj je to na nek način malo umiril, pa s korono spet za hip vrnil, ker ko se je odprl, se mi zdi, da so vsi hoteli početi in je bilo toliko stvari, da dosti jih je bilo tudi ponovno brezplačnih. Ne pravim, da je kaj narobe nujno z brezplačnimi koncerti, odvisen kakšni so cilji pa fokusi. Se mi pa zdi, da se danes predvsem ukvarjamo s tem, da je muzika džabe v smislu streaming servisov, v smislu tega, kako lahko glasbenik deluje in kje sploh lahko je plačan za svoje delo. In da je to v bistvu nek trn v peti, ki je že nekje od začetka popularne glasbe,
do danes, sploh pri izvajalcih, ki ne dosežejo mase, je toliko težje ugotoviti, kje se lahko pač financirajo oziroma kako lahko preživijo. Zdaj, po eni strani vseeno dobijo nekaj denarja oziroma nekaj financ, saj nekateri glasbeniki, katerih glasbo lahko recimo temu zastonj poslušamo na radiju, na YouTubu in podobno, preko agencij, kot je na primer avtorska agencija SAZAS ali pa IPF za mednarodno. Se ti zdi, da je SAZAS res takšna agencija, ki pomaga glasbenikom, ali tukaj spet tisti, ki nimajo tako dobrih promotorjev, ki niso ravno, ne vem, Magnifico, Siddharta, dejansko kaj dobijo tudi od tega? Rekel bi, da nisem mogoče ekspert, poznavalec za to. Rekel bi, da SAZAS pač je nekaj, kar ima vsaka država, avtorsko oziroma je neko kolektivko, ki se s tem ukvarja. Zdaj v SAZAS-u je bilo ogromno mnenj podanih v javnosti in se mi zdi, da dostikrat izvajalci mogoče niso zadovoljni ali pa imajo tudi svoje razumevanje tovrstnih kolektivk. Je pa tukaj definitivno veliko prostora, se mi zdi, še za neko progresivo, za nek napredek, no, v prihodnosti kolektivk, ker se mi zdi, da v tujini kolektivke dostikrat sofinancirajo mlade glasbenike, sofinancirajo pobude, kot so sodelovanje s tujino. Tega v Sloveniji recimo še nisem opazil. Zdaj, mladim glasbenikom verjetno veliko pomagajo ravno showcase festivali, kot je Ment. Ampak dajva mogoče začeti pri osnovah. Kaj pravzaprav pomeni showcase in kako bi ga mogoče prevedel v slovenščino? Showcase bi prevedel kot predstavitveni festival. Showcase je v bistvu, jaz pravim, da je to neko orodje za izvajalce, pa za glasbene profesionalce, oziroma tiste, ki se pač bavijo z glasbo na tak ali drugačen način. So to založniki, menedžerji, promotorji koncertov, festivalov, pa seveda glasbeniki sami. In to je neko orodje, ki ga lahko uporabijo za razvoj svoje kariere in za izobraževanje. Predvsem je smisel teh dogodkov, da imajo konferenčni del, kjer se lahko glasbeniki izobražujejo, obenem pa imajo dostop do ljudi, do katerih mogoče sicer težje dostopajo. Torej, tovrstni festivali akumulirajo veliko tujih glasbenih profesionalcev, ki jih seveda težje dosežeš iz Ljubljane. In so tukaj točno zato, da vidijo nove bende, da vidijo tudi slovenske bende, recimo v našem primeru, v drugih državah pač seveda iz različnih držav. In v bistvu je to tudi šansa za nekega izvajalca, da se predstavi vsem tem glasbenim akterjem, kjer lahko to uporabi precej lažje, kot recimo, če bi imel turnejo po celi Evropi, bi težko toliko nekih kontaktov dobil, kakor jih lahko tukaj na enem mestu. Ali to pomeni, da tudi vabite distributerje, organizatorje festivalov iz tujine? Ja, mi vabimo predvsem govorce na konferenco, pa torej na okrogle mize, intervjuje. Potem pa sodelujemo z raznimi export offici, z različnimi založbami, in mislim, dosti profesionalcev pa tudi kupi vstopnico in pride na festival, zaradi tega, ker smo v 8 letih uspeli priti do nekega renomeja, da ima festival smisel, da festival funkcionira in da tukaj lahko dejansko spoznaš ljudi iz te scene, iz regionalne scene, predvsem iz širše evropske scene tudi. Zahodnim Evropejcem je mogoče festival zanimiv tudi zato, ker predvsem odpiramo vzhodnoevropski trg, pa centralnoevropski. Torej, pridejo sem promotorji festivalov iz Romunije, Srbije, pred časom iz Rusije. Tako da definitivno se tukaj pač lahko pa to odvija. Zdi se mi, da ste v zadnjih letih imeli precejkrat razprodan festival. Je tudi letos kaže, da bo temu tako? Ja, zdaj je še dovolj časa do festivala, ampak glede na trenutno prodajo, pa kakor poznamo kapaciteto, pa trend, bi rekel, da je možnost. Ja. Največji problem, ki ga imajo ljudje ponavadi z Mentom, je ta, da ne morejo vsega videti. Bo to letos kaj drugače ali bo spet ogromno programa? Ne, v bistvu ta festival je tako kot drugi festivali, kjer ne moreš vsega videti, ali so to poletni festivali ali pa showcase festivali. Namen je pa predvsem to, da ti zapolniš to kapaciteto in seveda vsakega ne zanima vsak izvajalec.
torej si ti nekako organiziraš svoj festival. Lahko se zgodi, da sta bila dve osebi na istem festivalu, pa je vsak videl 20 izvajalcev v 3 dneh, pa so bili to različni izvajalci. Enega mogoče bolj žanrsko zanimajo stvari, eni se bolj osredotočajo na izvajalce iz določenih držav. Tako da čisto odvisno od okusa, v glavnem ti imaš neko svojo zgodbo festivala, na koncu prineseš. Nam pa je v interesu, da nekako zgradimo program tako, da se stvari, ki so si mogoče bolj podobne ali pa sorodne, ne prekrivajo. In se mi zdi, da ogromen dela res vložimo v to, da lahko nek ali obiskovalec, ki ga zanimajo samo koncerti, čisto glasba sama, ali pa glasbeni profesionalc, vidi dovolj stvari. Prekrivanja pa vedno bodo. Ti sam vidiš tudi dovolj stvari med festivalom ali si bolj leteč? Jaz se kar potrudim, se mi zdi, da vsako leto mi uspe več. To pomeni, da vsako leto smo mogoče boljše organizirani, se znajdemo, kako se neko predpripravo narediti, kar pomeni, da lahko tudi jaz več stvari vidim. Seveda sem pa še zmeraj takrat v službi, tako da moram ali reševati kakšne stvari, pa pač spremljam, kakšen je vibe festivala, kje se kaj dogaja, kar mi je vedno lekcija za prihodnost, ker je razlika, recimo, če sem včasih delal koncerte, si videl, ne vem, ali neko napako, ali nekaj, kar je možno izboljšati in si to popravil, ne vem, že na naslednjem koncertu. Tukaj pa imamo celo leto vmes, da to pripravimo in popravimo, ampak dejansko imaš pa samo enkrat na leto šanso to doživeti in videti in pol vedeti, kako se kaj manjka ali pa kaj se da izboljšati. No. Ti si zraven pri festivalu od samega začetka, kaj ne? Res je. Kako to, da ste se sploh odločili? To je bil v bistvu prvi showcase, mogoče še vedno edini showcase festival glasbeni v Sloveniji. Kako to, da ste se odločili ravno za ta showcase festival? Ja, v bistvu je predzgodba, da nismo prvi showcase festivala Slovenije, ampak je bil prvi tak poskus je bil Slovenski teden glasbe, ki se je zgodil, mislim, da 2 leti pred prvim mentom. Zgodili sta se 2 ediciji, zgodili sta se v par klubih, bilo je nekaj tujcev, tudi nekaj predavanj. Jaz sem obiskal enega, se mi je zdela zanimiva ideja, takrat sem delal pač neke druge stvari in je bil tudi zame mogoče pomemben v nekem tem izobraževalnem smislu. Ampak ta festival je zdaj zaradi meni neznanih razlogov se ni nadaljeval. In tukaj je v bistvu prišla pobuda od Matjaža Mančka, ki je programec v Šiški, je prišla pobuda, da bi se naredil nov predstavitveni festival in je mene povabil k sodelovanju. In potem ste se mučili, da ste spravili prvega na noge, ali pravzaprav, mislim, glede na to, da imaš že kar lepo ozadje iz organiziranja koncertov za sabo, je bil to mačji kašelj? Bilo je, mislim, ne, definitivno ni bilo simpel. Mislim, da smo rabili let pa pol, da smo dejansko izvedli prvo edicijo. To pomeni, da smo iskali neke finančne rešitve, da smo šli na par takih festivalov in doživeli, kako to izgleda in videli, kaj mi lahko ponudimo in kaj mi hočemo. Se mi pa zdi, da smo imeli vsi, ki smo sodelujemo pri festivalu, recimo tudi od prvega leta sodeluje Miran Rusjan, ki je šef naše konference, da smo imeli dovolj ozadja, da smo lahko v bistvu že s prvo edicijo naredili neko dovolj solidno edicijo, ki je prepričala tako neke tujce, neko mednarodno, recimo glasbeno, profesionalno javnost, kar pomeni, da smo se lahko ful hitro upeli za napredne edicije v neke projekte in razširili festival. No. Zdaj se po 2 junijskih edicijah ponovno vračate na pomladni termin. Zakaj? Vračamo se, junijski ediciji sta bili pač čisto zaradi korone. Zdaj se vračamo bliže našemu originalnemu datumu, ki je zares zimski, torej začetek februarja. Vračamo se pa na konec marca, torej ne vračamo, ampak prvič konec marca, prvič spomladi zares. Čisto zaradi tega, ker je namen festivala predstavljati nove izvajalce in novi izvajalci lahko dobijo super priložnosti recimo na poletnih festivalih. Promotorjev poletnih festivalov je na našem festivalu veliko. In se lahko zgodi recimo, ne vem, en artist nastopi v enem klubu in ima naslednji teden potrjenih 8 festivalov poletnih. Zdaj, ko smo imeli junija edicijo, to ni bilo možno, ker so pač festivali, imajo program že zaključen, zato to je ena od zadev. Druga stvar je, da se recimo februarja ali pa marca manj dogaja kot junija in nam je tudi to v interesu. Tudi
te glasbeni profesionalci lažje takrat potujejo, poleti imajo ali svoje obveznosti ali pa seveda dopuste. Potem pa tudi stroškovno je pozimi lažje, predvsem v smislu nastanitev. Misliš, da bo, ne vem, koliko se seznanja s to situacijo, ampak misliš, da bo letos vseeno mogoče nekaj manj priložnosti za bende, da odigrajo na festivalih? Še vedno nismo prepričani, kaj točno se bo zgodilo, na primer v Tolminu. Ja, zdaj mislim, ok, Tolmin ima neko posebno situacijo, bi rekel, ampak kakor kaže, se stvari bodo zgodile, celo je nov festival. Sicer pa mislim, da je poletje 2023 prepolno festivalov, nastajajo novi festivali in v bistvu lih zdajle, ko grem na eno konferenco v kratkem, vidim, da je ogromen tematik lih na to, kaj se bo zgodilo še v 2024, ker se zdaj nekako valijo vsi bookingi še iz koronskih časov, ki so že bili potrjeni, so se prestavili, obenem novi izvajalci, tako da bi rekel, da je predvsem gneča izvajalcev, ampak dogodkov pa mislim, da bo več kot dovoljno. Ko si omenil korono, to je bil verjetno precej hud udarec ravno za organizatorje koncertov in tudi za same glasbenike. Mogoče veš, da je kak festival prav prenehal obstajati ali pa kak band ravno zaradi tega zaprtja dvoletnega? Ja, zagotovo je to pustilo posledice. Vem za koncertne promotorje, ki so recimo zamenjali biznis, vem za veliko ljudi, ki delajo v glasbeni industriji kot tehniki, recimo, ki so našli nek nov način prihodka, ker so mogli preživeti. Zdaj, za bende bi tudi rekel, da so se nekateri soočili s tem, da so ali ustanovili nove bende vmes v koroni, ali začeli sami delati, ali pa imeli daljše pavze. In ja, tudi nekateri festivali, mogoče, mislim, veliko festivalov se je moglo tako kot mi prilagoditi različnim terminom in obenem tudi ugotoviti, kako naprej. To je bil tudi udarec za recimo sponzorje, ki so dostikrat zelo pomemben del finančnega vidika festivalov, kar pol seveda vpliva tudi na same festivale in njihovo velikost. Torej, sponzorji še obstajajo, niso samo tisti, ki bi zamenjali kakšno storitev za drugo storitev? Definitivno, ja. Se mi zdi, da večji festival, več sponzorjev obstaja. Ampak recimo tudi v našem primeru mi smo primorani sodelovati s sponzorji, ker je to del našega budžeta in brez njih festival ne bi mogel preživeti oziroma saj ne v taki obliki, kakor je zdaj. Zdaj, letos bo festival potekal že 9., kar pomeni, da pravzaprav vsaj desetletje izjemno močno spremljaš to sceno, ki si jo tako ali tako spremljal že prej. V kakšnem stanju se ti zdi, da je trenutno slovenska glasbena scena? Ravno zdaj mogoče po koroni, a so vsi šli delati nek bedroom pop, zaradi tega, ker so ga lahko delali sami iz svoje domače dnevne sobe in garažni bendi niso bili več toliko aktualni, ker je to preveč ljudi naenkrat skupaj v istem prostoru. Kje se gibljamo? Smo v dobri kondiciji? Se mogoče trendi menjujejo? V kakšni kondiciji je torej slovenska scena trenutno? Ste imeli problem za iskanje novih glasbenikov, recimo, za to edicijo? Ja, zdaj, to je spet mogoče nek subjektiven pogled. Jaz bi rekel, da se je velik del scene obdržal, vsaj v tem, kar je počel. Zagotovo so se nekateri preselili v neke druge, ampak se mi zdi, da je to neko naravno valovanje ali pa stanje. Rekel bi, da je veliko mladih ekip, ki so nastale tudi med korono ali pa takrat zaživele, pa so mogoče bolj na polju elektronske glasbe, klubski promotorji, začeli so se odvijati ilegalne partije, ki mogoče se zdaj selijo tudi v klube, pa so tako nastale neke nove ekipe, ki so v bistvu se dobro odzvale na to korono. Medtem ko se mi zdi, da recimo za ta mogoče bolj živi segment, torej neke bende, se mi zdi, da pri mlajši generaciji, sploh zdaj v postkoronskih časih, čisto iskreno opažam, da mogoče niso toliko vešči nastopanja, nimajo toliko kilometrine in se to zihar opaz. In upam, da bo klubska scena vedno bolj zaživela in da bo vedno več priložnosti za njih, da nastopajo in v bistvu izpilijo to, kar želijo početi. Pa misliš, da je to možno? Kar nekaj klubov se je v zadnjih nekaj letih zaprlo. Govorimo tudi tako o mladinskih centrih, kot naprimer o raznih skvotih, Inde konkretno naprimer v Kopru, pa novomeški Sokolc. Se zdi, da včasih pravzaprav sploh ni prostorov, kjer bi bendi lahko nastopali, sploh v neki domači regiji, verjetno je potem težje priti v neko večje mesto. Ja, mislim, da je to nekaj, s čemer se je Slovenija spopadala že pred korono.
torej zelo centralizirana je Slovenija, pač Ljubljana ima neko klubsko sceno, ima občinstvo, vsi drugi pa se v bistvu ukvarjajo s tem izzivom, ne, občinstva in kako sploh imeti klub v nekem manjšem mestu ali pa celo vasi. In tretja stvar je pa seveda ta večna klubska problematika, ali so to sosedje, ali je to financiranje, ali je to sam prostor. Ne. Tudi omenila si skvote, ki imajo spet svojo zgodbo. In tukaj je žalostno, ja, da mogoče je več zapiran, kakor odpiran. Ampak bi rekel, da upam, da pač z novimi generacijami pa z raznimi idejami, da se bo tudi to razvijalo pa spreminjalo in da tisti, ki bojo želeli delati, da bojo lahko. No. Kje pa so, na primer, zdaj trendi? Nekaj časa nazaj je bil velik boom, ko je trap prišel na sceno v Slovenijo, sicer z nekaj 10-15-letnim zamikom, potem ko je pravzaprav se razširil že po Ameriki. Ampak kje smo pa zdaj? Veliko je vaporwave, se mi zdi, mogoče več synth-popa. Kaj se tebi zdi? Ja, zdi se mi, da je taka zanimiva nova nostalgija, da v bistvu recimo tisti, ki smo doživeli 90-ta, zdaj gledamo mlajšo generacijo, ki je nekako podoživlja 90-ta, ker je takrat ni, pa tudi 80-ta se v bistvu skozi grejo v različnih žanrih pojavljajo. Ogromen je autotuna, ki se mi zdi, da pač publiko deli, ampak se mi zdi, da je vedno več projektov, ki autotune res nosijo na nek nov level in ni samo nadomeščanje mogoče neznanja, kakor bi kdo trdil. Tako da predvsem je pa razvoj neke elektronske glasbe se mi zdi, da je dosti bolj bliskovit kakor recimo kitarske. V kitarski pa, da je več mogoče neke reciklaže in je manj nekih novosti, ker je pač tudi nekako posledica tega, da mlajša generacija ima seveda svoj obseg poznavanja in potem najde nekaj, kar jih zanima in potem začnejo to na nek svoj način ustvarjati, kar pa lahko tudi prinese super zanimive rezultate. Čeprav potem, ko pogledaš na primer kake mulce iz konca osnovne šole, imajo še vedno na primer na sebi podobne majice, kot so jih zdaj že desetletja nazaj nosili ljudje od Guns N' Roses, Nirvane, Metalike. Zdi se, kot da grejo še vedno skozi iste te klasične bende, pa kljub temu se mi morda res zelo subjektivno zdi, da kot si sam omenil s temi kitarskimi žanri, da sploh na primer v nekem punku, metalu, predvsem spremljamo neke starejše generacije. Imamo mogoče tudi tukaj kakšne mlajše bende, ki se vendarle vzgajajo. V Postojni, na primer, so se pojavili nekateri bendi, kot na primer Carl X. Johnson, ki vendarle gojijo tudi pri mlajših generacijah punk, na primer. Imamo še kakšne druge mogoče take centre bende, ki bi jih veljalo izpostaviti? Zdi se mi to, kar si omenila, predvsem s temi starimi rock bendi, recimo, da je to tudi zelo logično, a ne? To so pač bendi, ki imajo toliko velik vpliv, verjetno so imeli tudi vpliv na starše teh novih generacij, in seveda so to tako kakor pač v drugih umetnostih neki stebri, ki pač pustijo tak vpliv, ali so skovali en žanr, ali so pa v tem žanru res naredili svoje in se mi zdi čisto logično, da tudi mlajša generacija to uživajo in pol v bistvu nastajajo mogoče neki novodobni copycati, ki se starejšim generacijam zdijo nepotrebni, ampak tako muzika, popularna glasba živi dalje, a ne. Zdaj, ne vem, če bi bil zdaj zelo specifičen glede bendov, ki imajo trenutno nek nov vpliv na mlajše generacije, bi pa rekel, da se v različnih žanrih precej dogaja, pa je lahko to od eksperimentalne, improvizirane glasbe do elektronke, ki sem jo že večkrat danes omenil, ampak se mi zdi, da tukaj res mogoče scena živi, pa ima mogoče dosti tudi mednarodnega potenciala. No. Na mentu, oziroma ti ves čas govoriš ment, torej pravilno je ment? Ni pravila. Ni pravila. Iz česa pa izhaja mogoče beseda? Samo toliko, v bistvu iz ničesar, v bistvu izhaja iz tega, da je lahko koren marsičesa. Torej lahko je, če smo v slovenščini, lahko šment, če smo v angleščini, lahko to management, entertainment, marsikaj, a ne. Tako da, ja, jaz dostikrat naglašam ment, mnogi ment, ni pa nobenega pravila, tako da kakor komu paše. Ok, bom tudi jaz se potrudila zdaj govoriti ment, torej,
Ali imate na mentu torej predvsem bolj mlade glasbenike ali je bolj pomembno, da gre za sveže zasedbe? Rekel bi, da definitivno je veliko mladih glasbenikov, delno zato, ker je to vrsten festival namenjen mladim glasbenikom ali pa mogoče mladim zasedbam. To ne pomeni, da so nujno mladi glasbeniki, in zasedbam, ki jih zanima, ne vem, razviti svojo kariero ali pa dobiti neke nove kontakte. Tako da recimo za primer, imeli smo tudi Demolition Group na mentu, ki definitivno niso od včeraj, ampak se mi zdi odlično, da so nastopili, tudi sami so izkazali to željo. In tudi pri tujih izvajalcih imamo tako starejše glasbenike kot mlajše, ampak se mi zdi, da starejši glasbeniki mogoče niso toliko naklonjeni tovrstnim festivalom, zato ker že imajo neke utečene ideje, kje se pojavljajo, s kom sodelujejo in se mogoče manj ukvarjajo s tem segmentom. No. Pri sestavljanju programa skrbite tudi za medžanrskost ali bo mogoče kateri od žanrov letos v ospredju? Ja, mislim, žanrov je ogromen, torej od kitarske glasbe do elektronike, potem je pa tukaj vse možno vmes. Skrbimo pa tudi na ta način, da recimo zadnja leta puščamo neke odre, kurirajo jih drugi. Torej, recimo letos bo festival Sonika kuriral en oder, kar pomeni, da bo ta oder bolj eksperimentalne narave. Lani smo sodelovali z drugo godbo, pa graškim festivalom Elevate, ki je bolj osredotočen na elektroniko. Tako da se potem v bistvu tudi prek teh kuratorjev še širi nek pogled in definitivno je to tudi ideja za naprej. Ja. Bi nam mogoče lahko malo predstavil te glasbenike, ki bojo letos sodelovali na mentu? Mogoče s poudarkom, začniva najprej s slovenskimi. Torej, ja, program ni še čisto zaključen ta hip, ampak vedno imamo približno tretjino slovenskih nastopajočih. Zdaj vsakega posebej bi rabili ene 2 oddaji, da predstavim, vse skupaj bo približno 70 nastopajočih. Zdaj v domači sceni je to, se mi zdi, da je letos veliko, oziroma več džeza, nekih globalnih zvokov, veliko je tudi eksperimentalnih izvajalcev, pa seveda tudi DJ-jev. Potem pa s tujino se pa v bistvu imamo izvajalce iz cele Evrope. Letos, kot ponavadi, imamo veliko iz nekako te naše regije, torej iz Hrvaške, Srbije, Makedonije, pa pol tudi bolj te centralne Evrope, torej slovaški izvajalci, češki izvajalci. Zdaj, ja, biti podroben pri vseh teh se mi zdi, da bi bilo malo prezahtevno, ampak ja, lahko vprašaš, če imaš kakšno idejo, koga bi predstavil. Lele, na primer, jih šteješ kot slovenske ustvarjalce? Mislim, da vam na spletu piše, da gre za jadransko zasedbo. Ja, Lele štejem, sem tudi preveril in se tudi sami štejejo kot slovenski izvajalci. Smo pa bili pred 2 mesecema na festivalu v Makedoniji, na festivalu PIN, kjer so tudi oni nastopili in tam so jih predstavili kot slovensko-makedonske izvajalce. V bistvu so pa še širši, no, v svojem izvoru, ampak so pa band, ki je pač situiran v Ljubljani, tukaj ustvarja in vadi in se očitno identificira kot slovenski band. Zdaj, ta band temelji na Damjanu Manovskem, ki ima tudi ta Rush to Relax svoj projekt. Ali ste tudi razmišljali o tem, ali bi dali Lele ali Rush to Relax, mogoče glede na to, da nekaj je skupnih članov, se mi zdi? V bistvu Rush to Relax je že nastopil na mentu, in sicer, ko je bil še v solo izvedbi. Ne rečem, da ne bo nikoli tudi v bendovski, ampak se pa strinjam, ja, bi se mi zdelo mogoče preveč tudi zanj, da bi nastopil zdaj v 2 okvirih, kjer je on ena od glavnih fac, ampak Lele so mogoče tudi trenutno bolj mednarodno dejavni, čeprav tudi on veliko koncertira v tujini. Ja. Birds of Unknown so recimo eden od teh bolj svežih bendov, ki jih boste imeli. Kje ste pa njih pravzaprav izvohali? V bistvu na eni jazz kompilaciji, pred 1-2 letoma se mi zdi. Potem so pa tudi imeli nekaj nastopov v Sloveniji, lani so nastopili tudi na jazz festivalu, zato jih v bistvu lani nismo gostili na našem festivalu, ker smo bili samo en teden pred jazzom. Pa smo se potem nekako zmenili, da ima mogoče letos več smisla, zato ker so tudi izdali ploščo konec prejšnjega leta. In to je tudi v bistvu en del,
kako zbiramo domače izvajalce, pa tudi tuje, da imajo nekaj aktualnega za pokazati, zato ker je pač to pomembno tako za koncertne, kot festivalske promotorje in tudi za občinstvo, da lahko slišiš pač nekaj novega. Zdaj, če ne hodiš na koncerte, kje poslušaš glasbo? So to Bandcamp, Spotify, podobni portali? Ja, veliko tega. Spremljam nekaj medijev, ki so osredotočeni predvsem na evropsko glasbo, ker smo nekako mi zaprli naš krog in se osredotočili samo na Evropo, ker se nam je zdelo, da če bi nenadoma gostili še izvajalce iz celega sveta, smo pač premajhen festival, stroški bili previsoki. Zgodi se kakšna izjema, lani smo imeli recimo Japonke Konatik na Druga godba odru, ampak in tako spremljam pač te medije, spremljam tudi angleške medije, naročen sem na 1-2 reviji, bo pa kakorkoli pride. Ena zelo močna stvar je seveda, da hodim na druge festivale, ne sam jaz, tudi drugi člani ekipe. Ogromen ljudi spoznaš v vseh teh letih, ki ti potem lahko pošiljajo predloge, ali so to predlogi zato, ker z nekom sodelujejo. Dostikrat pa tudi neke izvozne pisarne, recimo ti namignejo, kjer band je mogoče zanimiv za tvoj festival, sploh tisti, ki so bliže na našem festivalu, pa potem razumejo, kako mi delujemo, kakšne klube imamo, kako se profiliramo. Največji segment je pa seveda to, da vsako leto odpremo prijave. Letos smo imeli 1600 prijav in potem v bistvu gremo čez vse te prijave, oziroma 2 osebi greva čez te prijave in nekako krčva ta bazen. In takrat v bistvu dobiš tudi super uvid, recimo, kaj se dogaja v kakšni državi in tudi vidiš posledice nekih nastopajočih iz prejšnjih let. Torej, recimo en dober primer je, imeli smo belgijski band Raket Kanon, mislim, da še leta 2017, ki so v Belgiji dosti znan band, so tukaj nastopili v Gali, imeli so se super, the best koncert je bil in naslednje leto smo imeli ogromen kvalitetnih prijav prav iz nekega tega alternativnega roka, noise roka, direkt iz Belgije, zato ker so videli, da so bili tam Raket Kanon, mislim, da so bili pri nas in očitno je to pustil pečat. In pa tako lahko opazuješ, kaj se na kakšni sceni dogaja. Veliko se zdi, da se posvečate zasedbam, ampak mogoče je to zdaj samo takole na prvi vtis. Kako pa je s solo izvajalci? Naprimer, tudi rap se mi zdi, da se malo bolj spreminja v to, da postajajo rap kolektivi, ne? Da ni več samo en izvajalec. Koliko pa imate vi solo izvajalcev? Boste imeli tudi kakšne DJ-je, naprimer, kantavtorje? Ja, imamo tudi solo izvajalce, ne delamo neke velike ločnice med tem. Rekel bi, da je sicer večji del menta te koncertne narave in so to bendi, lahko so to tudi solo, duo, trio itd. Potem solo izvajalci se pa pojavljajo kot kantavtorji, imeli smo več domačih in tujih kantavtorjev, veliko DJ-jev, sploh lani, ko je Elevate gostil 3 odre, smo samo tam imeli, mislim, 12 DJ-jev. Glede hip-hopa pa recimo se mi zdi, da je hiter mednarodno mogoče malo bolj zaprt zaradi jezika. To ne pomeni, da zdaj s tujim jezikom ne moreš prodreti v tujino, ampak je pa dostikrat fokus bolj naravnan na Slovenijo, zato mogoče ne gostimo toliko veliko rap izvajalcev. Pa imaš mogoče kakšne podatke, da so dejansko potem lahko izvajalci, sploh domači izvajalci, šli ravno na podlagi menta v tujino, da so naprimer bili tam kakšni promotorji, organizatorji, ki so jih ravno na mentu opazili in jih odpeljali še na druge festivale v tujino, torej ne samo v Sloveniji? Ja, definitivno. Mislim, to je že leta in za domače in za tuje. Mi tudi v bistvu vsako leto po festivalu z vsakim bandom izmenjamo par mailov, predvsem nas zanima, kakšna je bila njihova izkušnja in prosimo jih, če nas obveščajo o nekih rezultatih in to tudi zbiramo v bistvu za interno rabo, ampak to, da vidimo, kakšen je izkupiček. Sodelujemo pa pol tudi pri promociji slovenskih izvajalcev na tujih predstavitvenih festivalih in tukaj se je zgodilo že vse od tega, da je zaradi tega dela ali slovenski izvajalec nastopil na Glastonburyju, da je slovenski band dobil založbo v tujini, veliko je pač koncertnih nastopov, veliko je povezovanj. Kdo je nastopil na Glastonburyju, tudi moram vprašati? Antoko. Ja, ampak to je bila v bistvu daljša zgodba. On je nastopil mi smo sodelovali s festivalom Waves Jena,
in tam ga je videl nekdo iz festivala Eurosonic. So ga povabili na Eurosonic, kjer je nastopil pol leta pozneje, in na Eurosonicu, to je bil en majhen klub, mogoče je bilo 80 ljudi v klubu, ga je videl nekdo, ki bukira enega od odrov na Glastonburyju in ga je povabil na Glastonbury. Zdaj, mogoče toliko ni to spremenil kariere, ampak je sam rekel, da še nikoli ni imel toliko slovenskega medijskega odziva v svoji, recimo, 20-letni karieri prej, kakor sam zaradi tega nastopa, kar je tudi zanimiv fenomen. Definitivno. Mogoče se še malo dotakniva obalne regije. Ste imeli v teh svojih, zdaj, ko bo že 9 letih, tudi kakšne izvajalce iz Krasa, iz obale? Ali imate večinoma bolj ljubljanske zasedbe? Ne, mislim, da smo gostili v vseh letih zasedbe iz cele Slovenije. Po mojem, da smo gostili čez 100 slovenskih izvajalcev. Lahko pa recimo jaz zdaj na pamet se spomnim, recimo Čumfa je nastopil celo 2-krat. Pantaloons so en band, ki se mi zdi, da je imel zelo odmeven nastop na festivalu, ker so bili takrat še dosti sveže ime. In so tudi zdaj zelo aktivni po drugih festivalih v tujini. Tako da definitivno imamo tudi iz te regije izvajalce, ampak če sem čisto iskren, se nikoli ne ukvarjamo zares s tem, da bi gledali zdaj, kdo iz kje prihaja, ampak predvsem, a vidimo v tem izvajalcu nek potencial za mednarodno udejstvovanje na tak ali drugačen način, oziroma a lahko mi temu izvajalcu kaj več ponudimo s tem nastopom na festivalu. Kaj pa ponujate z tujimi izvajalci? Bi mogoče lahko tudi koga izpostavil od teh, ki prihajajo letos, katera bojo tista večja odmevnejša imena, ki bojo, si predstavljam, da večja imena bojo kar na odru Kina Šiške? Največje ime festivala bo francoska zasedba La Femme, ki smo si jo želeli že nekaj časa pripeljati, pa letos nam je dejansko to uspelo. In to bo na otvoritvenem večeru v Kinu Šiška. Potem imamo pa predvsem manjše izvajalce, nekateri so mogoče že malo bolj prepoznani, pa recimo za tiste glasbene entuziaste bodo navdušujoča imena, recimo PVA, Jazz Mustard, Mandy, Indiana, ampak se mi zdi, da najbolj zanimivi izvajalci pa ponavadi prihajajo lih iz tam, kjer mogoče ne pričakuješ, pa jih ne poznaš, pa ne veš. Letos imamo recimo fokus na Baltik, in smo se povezali z vsemi 3 baltskimi državami in bomo imeli veliko izvajalcev tam. Tako da sem jaz lani šel tudi vse te 3 države, sem šel tja na par koncertov, festivalov, sem se spoznal s enimi izvajalci tam in bo kar nekaj njih prišlo in tudi veliko njihove scene, torej nekih založb, medijev. In se mi zdi, da je tam recimo par res zanimivih bendov, en je recimo Pulup, ki je en tak odštekan duo, pa ki si prej omenila, sta že malo starejša gospoda, ampak se mi zdi, da lih ta njuna kilometrina se pol izkaže na odru in tudi v tem, kar počneta glasbeno. No. Kakšna zvrst pa je to? Rekel bi, da je tak, ne vem, mogoče neofolk, skratka, definitivno ogromen tradicije, pa nekih tradicionalnih napevov, ampak obenem pa lahko slišiš tudi vpliv hip-hopa noter, pa čeprav nikoli ni zares hip-hopa. Tako da lih tukaj se mi zdi, da sta tako malo magična. No. Je veliko zdaj takšnih zasedb, se mi zdi, da zdaj nočem izpasti kot dinozaver, ampak vendar se mi zdi, da včasih je pisalo naprimer ime benda in potem spodaj naprimer punk rock ali pa rock ali metal. No, danes včasih, ko pogledamo kakšen plakat, se zdi, kot da je ime benda krajše kot vsi tisti pridevniki, ki opisujejo njihovo glasbo spodaj. Je veliko teh fuzij glasbenih, kjer se ne morejo točno žanrsko opredeliti. Meni se zdi, da je to ziher vpliv tega, da se v popularni glasbi toliko stvari zgodi, da v bistvu vsaka nova generacija ali pa tudi še starejša generacija tle se ukvarja z glasbo, več ima enih vplivov in se mi zdi, da je to samo dobrodošlo. Rekel bi pa tudi, da je narava našega festivala taka, da so nam všeč oziroma da vidimo veliko potenciala lih v bendih ali pa izvajalcih, ki nekako poskušajo premikati meje, ki poskušajo ali izumiti nekaj novega ali eno glasbo predstaviti na drugačen način, da imajo nekaj samosvojega, no? Da jih slišiš pa rečeš, to je ta bend. Recimo te Pulup, ki sem jih omenil, se mi zdi, da če si bil na njihovem nastopu, boš slišal njihov komad na radiju, boš vedel, da so oni. Ne boš jih zamešal s katerimkoli drugim bendom in to se mi zdi, da je za izvajalca ena super pomembna stvar, če hočeš imeti neko kariero ali pa pač biti prepoznaven.
Dajva mogoče spregovoriti še kakšno o konferenčnem delu festivala. Rekel si že, da bo fokus na baltske države, ampak kaj bo pa tematski fokus? Se pravi, o čem se boste pogovarjali v zvezi z baltskimi državami? Torej, z baltskimi državami bo tako, da bomo v bistvu en konferenčni dan, bo ena dvorana namenjena samo Baltiku. To pomeni, da se bo skozi cel dan predstavljal Baltik na 101 način. Torej, od čist striktnih predstavitev, kaj se tam dogaja, kako se da tam igrati, kateri so pomembni festivali, kateri so klubi, katera mesta, kaj lahko pričakuješ od Baltika, do nekih okroglih miz, do nekih predstavitev bolj nišnih scen, torej s festivalom Skan v Mežeš, kjer recimo Sorodni Soniki bojo predstavili bolj eksperimentalno sceno, potem bo Tanja Korenikova predstavila bolj metal sceno baltsko, tako da bomo imeli različne segmente. In tukaj v bistvu hočemo skozi ta dan predvsem prikazati, približati Baltik, ki obenem se mi zdi, da je zelo podoben nekako naši regiji. Majhne države, ki se soočajo s podobnimi izzivi, in tako se tudi njihovi izvajalci soočajo s temi izzivi, kako iti ven iz teh držav in kako v bistvu v teh državah sploh biti band. Bi nam lahko priporočil mogoče kakšen klub iz teh držav, ki si jih, kot praviš, obiskal? Ja, to sicer še v dogovarjanju, ampak verjetno bomo gostili tudi gospo Eleno, ki je ustanovila klub Hale v Talinu. In Hale mu pravijo pač, da je baltski Berghain, torej je tehnoklub, ampak je klub, kjer se dogaja, je klub, kjer je pač je poudarek na ozvočenju, je poudarek na kvalitetni muziki. Potem je pa mislim, precej klubov imajo pa predvsem zelo veliko zanimivih festivalov. V bistvu na festivalu Loftas, ki se mi zdi, da je bil super dokaz, kaj se dogaja z novo generacijo. Jaz sem se počutil najstarejša oseba na festivalu. Nisem bil, ampak dejansko je pač množica od 15-letnikov naprej pride na ta festival, kjer igrajo predvsem baltski bendi in predvsem litvanski bendi. Mogoče tudi zato, ker je festival brezplačen, ampak to je dejansko, mislim, da 10,000 ljudi, ki uživajo predvsem alternativno glasbo. Torej, največji izvajalec je iz Litve in igra post-punk. To je bilo recimo zelo zanimivo, pa en festival, ki ga je definitivno treba omeniti, je Tallinn Music Week, ki pa je showcase festival, ki pa vedno odpira neka nova poglavja. Oni recimo so zelo široki že žanrsko, torej pokrivajo tudi ogromen džeza, pokrivajo tudi klasično glasbo, pokrivajo zborovsko petje. In mi je zanimivo, da združujejo vse to. Torej, na istem festivalu lahko vidiš 50-članski zbor in lahko vidiš tehno-didžeja. Obenem pa... Ste tudi vi kdaj imeli kak zbor mogoče? Prav čisti zbor ne. V tem ne. Ne pravim, da ga ne bi imeli, ampak se mi zdi, da bi ga imeli v primeru, da bi bil da bi nekako brisal meje neke žanrske, nekih bolj klasičnih zborov, pa se mi zdi, da niti oni ne bi nekaj veliko odnesli od tega festivala. Ja, ne sprašujem, ker zdaj je nekako malo hit postala Zvezdana Novaković in njene čaralice, ne? Se mi zdi, da to je en tak bolj, niti ne mainstreamovski in popularen, ampak vendar vseeno ne ta klasičen zbor. Smo pa imeli Zvezdano v solo nastopu, ja. Torej tudi že kljukica tukaj narejena. Ja, veliko slovenskih izvajalcev je že nastopilo, ja. Ko si omenil Hale iz Talina, ali tudi tam, tako kot v Berghainu, stojijo spredaj varnostniki, ki se po izgledu odločajo, kdo bo lahko šel notri ali ne? Stojijo varnostniki, tudi vrsta je. Zdaj pa ne vem, če so koga zavrnili, ampak je res, da sem bil samo enkrat tam, tako da težko rečem. In še to si prišel na VIP vhod? Ne, to je bil čisto navaden vhod. Ja. V redu. Boš tudi sam sodeloval na konferenci? V smislu, če bom kaj govoril? Tako, ja. Ne, temu se izogibam. Imeli smo sicer neko interno, ne stavo, ampak da je vsakič mogel vsaj en iz ekipe biti. Tako da jaz sem že odvodil kakšen panel na Mentu, bi pa rekel, da je zame zelo stresno to, da imaš še eno dodatno delo
na samem festivalu in se raj temu izognem, če je le mogoče. Pa bo kakšna okrogla miza debata namenjena naprimer samo slovenski publiki, slovenskim izvajalcem, bo tudi narejena, mislim, bodo tudi govorci slovenski? Ja, mislim, vsako leto imamo tudi slovenske govorce, letos bomo tudi uvedli en nov segment intervjujev, torej vsako leto bomo predstavili eno slovensko legendo in prva bo Igor Vidmar, ker se nam zdi pomembno, da mogoče malo širimo ta fazon poznavanja tudi za mednarodno javnost. Pa kar sem omenil prej, ne bo samo Baltik na konferenci, ampak imamo ogromen tematik, od Web3-ja do koncertnih agentov, do kaj se dogaja s festivali. Web3 pomeni kaj točno? Web3 je v bistvu prihodnost interneta. Torej, če smo se pogovarjali o kriptu, če smo se pogovarjali o NFT-jih, je Web3 zdaj tista beseda, ki se je nekako poslužujejo vsi in jo raziskujejo. Predvsem pa jo dosti ljudi hoče tudi aplicirati na glasbeno sceno, zato ker lahko na ta način rata bolj neodvisna. Veliko se govori tudi o umetni inteligenci v umetnosti. Sicer konkretno se zdaj bolj ukvarjajo z literaturo, vizualnimi umetnostmi, ampak ali je tudi na glasbenem področju kakšen strah pred umetno inteligenco, ki bi bila sposobna delati dobre pesmi? Ja, mislim, da se veliko ljudi igra s tem. Mislim, da je veliko stvari sem jaz tudi že zasledil na spletu, kjer pač poskušajo narediti neke križance različnih žanrov ali pa komadov ali pa zadeti komad enega popularnega izvajalca, da bi v bistvu AI proizvedel nov komad. Kakor sem jaz uspel slediti, ni to še toliko daleč, da bi bilo to toliko simpel. Ampak jaz mislim, da to definitivno bo postal del konzumacije oziroma del glasbene produkcije. Ne vem pa, če je potrebno kogarkoli biti strah zaradi tega. No, nekateri že tako ali tako pravijo, da DJ-ji niso pravi glasbeniki, zdaj so mogoče DJ-ji vseeno postali pravi glasbeniki, ko so začeli delati s padi oziroma s temi različnimi gumbki, tako da ljudje dejansko vidijo, koliko gumbkov se pritisne v tem času. Se tudi tebi zdi mogoče, da so zdaj pa vendarle DJ-ji že postali pravi glasbeniki, čeprav še vedno, verjetno bi mogla govoriti tukaj o glasbenih producentih, ne mogoče, konkretno o DJ-jih. Jaz ne bi rekel, da je DJ glasbenik, zato ker ne igra nobenega inštrumenta, je pa DJ definitivno en segment glasbenika, je zelo pomemben, zato ker je pač glasbeni selektor, predaja neko glasbo, ustvarja neko vzdušje in tam je bolj pomemben sam izbor in kako je ta izbor v bistvu tudi zmiksan in predstavljen publiki. Tako da potem pa obstajajo tudi pač različni live acti različnih producentov, ki mogoče potem izvajajo svojo glasbo in tudi dosti DJ-jev recimo ima lastno produkcijo in v živo predstavlja in lastno produkcijo in tujo produkcijo. Tako da jaz nikoli nisem imel kakšne zamere proti DJ-jem zaradi tega. Razumem pa, da enih ljudi to ne zanima oziroma bolj spoštujejo nekaj drugega, ampak to je spet neko čisto subjektivno mnenje. To zaradi tega, ker si bil tudi sam DJ, si še? Nisem bil jaz nikoli zares DJ, ne bi se postavil za DJ-ja, sem pa kdaj bil povabljen, da sem v bistvu izbiral muziko v enem klubu, kar je bilo čisto zabavno svoj čas, ampak nisem se pa nikoli zares tem ukvarjal. Okay. Zdaj, preden nama zmanjka časa, kdaj točno boste imeli cel program že zunaj? Cel program bo znan sredi februarja, torej več kot en mesec pred festivalom, ampak sproti najavljamo različne stvari. Ment.si je spletna stran, kjer se da vse najti in prebrati. Za bolj lene tudi Facebook? Ja, uporabljamo tudi dosta različnih družbenih omrežij, pa malo pred festivalom ponovadi objavimo tudi mobilno aplikacijo, kjer si v bistvu lahko vsak pofočka svoj program in ima nekako olajšano izkušnjo festivala, torej aplikacija ga 15 minut pred nastopom, ki si ga je on po všečku, opozori, da se ta nastop čez 15 minut zgodi in imaš nekako spet oblikovan svoj urnik, kar sva prej omenjala, in doživiš festival na svoj način. Lokacije pa Kino Šiška, Metelkova? Kino Šiška, Metelkova, letos bomo prvič tudi v Cukrarni, Stara elektrarna, Zorica, K4, ziher sem še kakšen klub zdajle pozabil, se pa definitivno širi tudi mogoče konferenčni del,
Tokrat bomo tudi v računalniškem muzeju, pa seveda v Kinu Šiški pa M-hotelu. V M-hotelu, torej tam v kletnih Ja, prostorih? M-hotel ima več prostorov konferenčnih, mislim, da imamo ponovadi 4 dvorane tam. Tako da se pa nekako konferenčni del je fajn, da je čim bližje, zato da je ta prihodnost čim lažja in tudi cel koncertni program poskušamo tako narediti, da nekako prehaja. Torej, prvi dan začnemo samo v Kinu Šiška, potem naslednji dan gremo pa v več klubov in tudi tukaj pol nekako skrbimo, da je čim manj prekrivanja oziroma da se ne počutijo ljudje preveč razpeti, kam bi zdaj šli. Torej, probamo programsko približati tudi in prizoriščem zadevo, pa obenem dovolj ločiti ali pa segmentirati cel program, da je lažja izbira. Začnete 29. marca. Tako je. Torej se moramo tisti teden prej dobro naspati, ker potem ne bomo spali do konca marca. Do 1. aprila. Do 1. aprila. To je plan. Ja. Najbolj mi je všeč, ko mi kdo reče, da je že vzel dopust na une dni. Predvsem je pomembno vzeti tudi dopust kak dan potem, kaj ne? Ali pa je vikend, tako da v redu. zmagali. Ja. Se pravi, končate že pred vikendom. Ja, mi vedno delamo festival od srede do petka, čisto zaradi te konferenčne narave in zato, ker dosti ljudi ima potem svoje obveznosti za vikend, ki so bolj mogoče privatne pa družinske. In smo ugotovili, da na drugih festivalih, če delajo soboto, dosti teh glasbenih profesionalcev gre in se nam zdi, da je potem mogoče ne fair izkušnja za nastopajoče, če te neki agenti, promotorji že odhajajo. Še mogoče čisto za konec, ampak kaj pa praviš na te očitke, na kateri vam pravijo, da ste zgolj reklamni festival? To pa ne vem, kaj bi pomenilo. No, tudi to je dober odgovor, vendar lahko Ne, ampak res ne bi razumel, mislim, reklamni za izvajalce, bi rekel, ja. Tako. No, glasbo bomo vseeno lahko slišali, ne? Ja, mislim, da bo kar precej glasbe, ja. V redu, velja. Priporočaš mogoče čepke, ni dobra izpostavitev glasnosti za tako veliko dni? Ja, jaz sicer priporočam čepe na splošno, tudi sam jih uporabljam, ampak priznam, da redko. To se odločam takrat na licu mesta, ampak za nekatere izvajalce definitivno priporočam. Za bolj celostno izkušnjo. Za bolj celostno izkušnjo, za bolj varno izkušnjo. Za bolj varno izkušnjo, no, tudi za to je poskrbljeno. Ja, Andraž, najlepša hvala, da si nam prišel predstaviti Ment in da smo lahko tudi izvedeli kaj še o slovenski in tuji glasbeni sceni. Zdaj pa dobro se spoči, ne, do festivala. In pa se vidimo torej 29. marca. Super, velja. Tako, vi, dragi gledalci, pa seveda toplo vabljeni, da ostanete tudi na Megafon TV in se nam pridružite, morebiti že spet jutri. Lep pozdrav.